Živijo, bolj tukaj. Vi gledate Mata na izi. Jaz tukaj razlagam Mato na najbolj easy način. Vem, da sem se v prejšnjem filmčku na dolgo in široko razgovoril o tem, kako imata deljenje in množenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem. In ker rečem na dolgo, mislim na dolgo. Če se ne motim, je filmček trajal 16 minut. No, danes bo bil krajši in bo tudi zelo, zelo jedrnat. Toliko jedrnat, da grem že zdajle kar k bistvu. Oklepaji v računih imajo prednost. Vedno. Evo, bistvo. To je to, konc. Čau. Ne, zgecam. Predstavljamo si nekako, da smo na semaforiziranem križišču, ne? In meni semafor kaže rdečo luč, kar pomeni, da ne smem speljati, ne? Ampak tam v sredini križišča pa stoji gospod policist in mi kaže, da naj že hitro grem, da naj ne delam kolone. V glavnem, kaj naj zdaj naredim? Rečemo, da je ta semafor, semafor je v bistvu, rečemo, da množenje in deljenje. Ampak gospod policist je pa oklepaj. In kaj pol to naredim? No, ima prednost. Torej, to sem dal primer tukajle. 3x oklepaj 2 plus 1 zaklepaj. Kako bom zdaj to izračunal? No, vemo, da oklepaj ima prednost, a ne? Jaz sem zdaj tukaj vzel kredo in gremo računati. Tisti del računa, ki nima prednosti, torej 3x, v bistvu samo prepišem. Torej napišem 3x. Zdaj pa izračunam to, kar je v oklepaju. Torej 2 plus 1 je 3, a ne? Torej 2 plus 1 je 3. Zdaj pa napišem 3x, 2 plus 1 je 3, a ne? Že spet je enako 3x3. In 3x3, pa tudi vsi vemo, da je 9. Torej 3x3 je 9. To si nekako lahko tudi predstavljate zdaj, da teli oklepaji so tudi vrečke bombonov. Vemo, oklepaji so veliko stvari, še posebej so pa uporabni. Torej rečemo, da sta oklepaja zdaj vrečka za bombone. Ok. Torej 2 plus 1 bombona imamo v eni vrečki, ne? Tukaj imamo 2 bombona, pa še enega dodatnega. Torej vse skupaj imamo v eni vrečki 3 bombone, a ne? Zdaj pa, jaz imam 3 take vrečke, ne? Ker imam 3x toliko v bistvu bombonov v vrečki. Torej, tole je prišlo 9. Kaj pa zdaj še tukaj grem prešteti bombone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kar pa pomeni, da sem pravilno uporabil oklepaje in ker sem dokazal, da oklepaji v računih imajo prednost. Ja. Kaj pa, če bi jaz upošteval ono, ko sem nekako zadnjič naučil, da imajo torej množenje in deljenje, da imata prednost. Grem zdaj še to pogledat. Bom zdaj tukaj napisal 3x oklepaj 2 plus 1. Torej, jaz zdaj mislim, da te oklepaji nič ne pomenijo, ker upoštevam, da ima množenje prednost. In bom najprej izračunal. 2x3 je 6, a ne? Zdaj pa 6 plus 1 bom pa šele izračunal pol, a ne? Ker najprej množim, pol pa šele seštevam. Torej 6 plus 1 je pa 7. Tukaj nekaj ne štima. Torej, tale je prav, ker sem dokazal tukaj še štetjem. Ampak tale pa ni prav, ker če imamo oklepaj v računu, ima prednost. Oklepaji imajo prednost. Zato bom tudi jaz tegale tukaj kar lepo prečrtal, ker ni pravilen, ker oklepaji imajo prednost. Upoštevajte to. Boga brata, ampak. Torej, zdaj smo nekako na hitrico ugotovili, gremo pa še en daljši račun v bistvu pogledati, ki ima pa tudi več oklepajev. Torej, ne rabite skrbeti, če ima račun več oklepajev. Glavno, gremo zdaj skupaj ga rešiti. Evo me, sem že nazaj. In zdaj imamo pa ta daljši račun, o katerem sem govoril. Vidite, da ima 2 oklepaja, nam samo enega. Torej, tokrat imamo pa račun. V oklepaju 14 plus 4, zaklepaj krat. V oklepaju 4 minus 2, zaklepaj minus 2. Ok, vem, da je videti malo scary, ampak ne skrbite, brez problema ga bomo skupaj rešili. Jaz sem vzel tukaj le mojo zeleno kredo in ga grem reševati. Že spet, upošteval bom oklepaje, ne bom tokrat računal brez oklepaja, oziroma da bi upošteval množenje, ampak bom kar samo z oklepaji. Torej, najprej izračunam 14 plus 4, a ne, je enako 18.
14 plus 4 je 18. Zdaj pa imam tukaj krat, samo prepišem, tega, ker imamo oklepaj. 4 minus 2 je pa 2, ne? 18 krat 2, pol pa samo še minus 2 dam na koncu. In zdaj je to brez oklepajev. Vzel bom rumeno kredo, da podčrtam zdaj tole, kaj množenje. In grem izračunati, ker pač ni oklepaj, torej grem samo normalno izračunati. 18 krat 2 je 36, ja. Je 36 minus 2. 36 minus 2 je pa 34. 3, 4. Torej, to je to. Vemo, da oklepaji v računu imajo prednost. Tako kot policaji na semaforiziranem križišču, ne? Najprej upoštevamo policijo oziroma policaje. To je to. Upam, da vam ta film všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkajte in mogoče se naročite na YouTube kanal Mata na Easy, mogoče si še oglejte YouTube kanal Slav na Easy in zdaj si še oglejte mojega sponzorja Hestia Pro. To je to. Čau! Aha, pa preden grem, si ne pozabite ogledati Hestia Pro. Vem, da sem to že velikokrat povedal, ampak oni prodajo računalnike, miške, tipkovnice in skoraj vse dele za računalnike, ki jih boste rabili. So nasproti le v Ljubljani v Šiški in tudi če greste sam na njihovo spletno stran, ki bo spodaj v opisu, verjemite mi, ne bo vam žal. In a sem se že zahvalil, ker so mi dali računalnik. Hvala vam. Spodaj v opisu je tudi več o računalniku, če koga zanima. Ampak v glavnem, lepo se imejte vsi in se vidimo kdaj naslednjič.